Pri Mercedesu so se po prenovi limuzinskih modelov lotili še križancev. Za razliko od znamk, ki izpeljanke križancev iz osnovnih limuzinskih modelov opremijo samo višjim vzmetenjem in s plastičnimi obrobami, so Mercedesovi križanci drugačni. Ne samo z obliko, ampak tudi dejansko z voznimi sposobnostmi, kar pomeni, da se vsaj z nekaterimi lahko podamo tudi na zahtevne terene. Sploh, če so opremljeni z off-road paketom. A tako kot je velikost avtomobila premo sorazmerna njegovi sposobnosti, je enako z namenom. Če sta A in GLA namenjena mladim, sta B in GLB že namenjena družinam in tako naprej. A bistvo je, da sta oba čistokrvna križanca, tudi GLA. A še preden se mu v celoti posvetimo, ste se že naročili na naš kanal, da boste redno obveščeni, kaj se dogaja v avtomobilizmu in mobilnosti nasploh. Sicer je pod videom ikona naroči, zraven je pa zvonček. Mercedesu že s prvim GLA-jem ni šlo slabo. V 6 letih so jih prodali okrog 1 milijon, od tega jih je na evropske ceste zapeljala slaba polovica. Kar je seveda dobra popotnica tudi za njegovega naslednika. Tudi zato, ker je novinec povsem nov, stoji na novi platformi, ponuja novo obliko, je večji in je tudi tehnološko naprednejši. Včasih je bil razred C vstopnica v svet premijskih Mercedesovih zvezd. Ljudje so ga preprosto poimenovali Baby Mercedes. Danes je na ceniku pred nekoč otroškim Mercedesom lepo število novih modelov. Z njimi so pri Mercedesu tudi na račun nižje cene razširili krog kupcev, predvsem pa so, in lep primer je ravno model GLA, pridobili nove kupce. Statistika namreč kaže, da je pri predhodnem GLA-ju vsak drugi kupec prišel od konkurence in ni bil njihova stranka že odprej. Novi GLA je od predhodnika povsem drugačen, hkrati stoji na novi platformi. Slednja seveda odloča pri tistih kupcih, ki se pri nakupu avtomobila poglobijo tudi v detajle in jih zanima še kaj več kot oblika. A veliko kupcev vseeno kupuje z očmi in s čustvi. In kateri so na boljšem? Enostavno bi lahko odgovorili oboj. Oblikovno je bil prvi GLA malce poseben. Od ostalih modelov se je precej bolj razlikoval in nekaterim je bilo to všeč. Zdaj so si tudi Mercedesovi križanci veliko bolj podobni med seboj, kar je seveda nekaterim kupcem všeč, tistim, ki pa si želijo bolj izstopati, pa malo manj. Hkrati so boljše volje seveda tisti, ki kupijo manjše in cenejše avtomobile. Saj veste, če sosed pobara, da imate nov avto in se zmoti ter pove oznako in številko večjega modela, bo to ugajalo. Obratno pa verjetno ne. Po drugi strani pa je novi GLA oblikovno drugačen z razlogom. Zrasel je namreč v vse smeri in to se kaže tudi v notranjosti. Ne samo, da je daljši, je tudi 12 cm višji. Vstopanje v avto je tako lažje, hkrati so veliko pridobili potniki na zadnji klopi, kjer je višinski prirastek enak tistemu za kolena. Doplačilno se kupec lahko odloči tudi za pomik zadnje klopi, s katero lahko povečamo prtljažnik, seveda takrat, ko ga potrebujemo. A navkljub vsemu naštetemu se zdi, da je največ pridobil voznik. Zaradi nove platforme in posledično večje medosne razdalje, novega vzmetenja in krmiljenja, je avto bistveno lažje vodljiv in predvsem bolj ubogljiv. Volanski obroč je natančen, predvsem pa je nov pogled na merilnike. Te prikazuje enota MBUX, ki je lahko različno velika, a prinaša enako pamet. Z njo so namreč Mercedesovi avtomobili prvič dobili tudi ekrane občutljive na dotik. Zdaj je ekran občutljiv na dotik, torej gumbov in stikal ne potrebuje. A si še vedno lahko mislite stikala na sredinski konzoli, sicer v drugačni obliki. Tole je simulacija delovanja računalniške miške. Načeloma vse lepo in prav, a med vožnjo boste z ukazi bistveno manj natančni, predvsem pa zmoti, da lahko tale ogromni gumb pritisnete tudi po nesreči. Bodisi, ko odložite roko na sredinsko oporo ali vzamete oziroma odložite kaj v odlagalna mesta. Je pa seveda res, če ste bolj majhne postave oziroma so roke bolj kratke, boste veliko lažje rokovali z enoto na sredinski konzoli
kot tipkali po precej oddaljenem ekranu. Obstajata sicer še dve vrsti upravljanja z enoto MBUX. Ena možnost je upravljanje s kretnjami, a mahanje pred ekranom upravlja bistveno manj funkcij, druga možnost pa je pogovor z Mercedesovo asistentko. Ta pa je nemško stroga, zato želi zelo jasna in natančna navodila, kako neubogljiva zna biti, pa si lahko pogledate v testu večjega GLB-ja, kjer se z Mihom nikakor nista ujela. Se pa voznik lepo ujame z Mercedesovimi varnostno-asistenčnimi sistemi. Za doplačilo si lahko mislite celo takšnega, ki vas bo opozarjal na prehode za pešce. In ne samo, da vas bo na njih opozarjal zvočno in grafično, opozoril bo tudi na morebitne pešce na in ob prehodih. Vse lepo in prav, a na njih mora biti pozoren vsak voznik tudi brez takšnega sistema. Je pa res, da če s tem sistemom rešimo vsaj kakšno kritično situacijo, je njegova prisotnost več kot upravičena. Srce avtomobila je ponavadi motor. Dvolitrski turbodizelski agregat ponuja 110 kW, kar je dovolj, da GLA z mesta do 100 km/h pospeši v manj kot 10 sekundah, pa tudi končna hitrost je višja od 200 km/h. Za delovanje ne potrebuje veliko. 5 litrov na nornem krogu oziroma liter ali dva več pri bolj dinamični vožnji. Slednja je na voljo tudi s pomočjo izbire voznih programov, kjer posamezni programi pohvalno pokažejo oziroma ponudijo razliko. Če so pri športnem programu zaželeni boljši pospeški, odzivnejši volan in trše podvozje, pri komfortnem ali celo ekovoznem programu tega seveda ne potrebujemo. Predvsem potrebujemo več udobja, kjer bi na trenutke pričakovali, da bo prestavljanje 8-stopenjskega samodejnega menjalnika bolj gladko in pa tišino. Slednjega pa dizelski agregat sam po sebi seveda ne zmore ponuditi. Zato gre več za mere zvočni zaščiti kabine, ki v notranjost spusti preveč hrupa, pa ne samo motornega, ampak tudi tistega izpod koles. Testni avto je bil namreč opremljen s kar 20-palčnimi kolesi. Z manjšimi in posledično višjimi pnevmatikami bo hrupa manj, vožnja bo bolj udobna, pa še nekaj evrov več bo ostalo v denarnici. Je pa seveda res, da se avtomobili kupujejo iz različnih razlogov in eden od njih je brez dvoma tudi videz. Slednjemu se mnogi odrečajo tudi na račun udobja. Kdo ima prav, pa je seveda nemogoče ugotoviti.